Odmevi. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, bonsoir, dobrodošli v Odmevih. V Odmevih, kjer esprit in polemika hodita z roko v roki, kjer kultura ni le vsebina, temveč tudi forma, v luči aktualnega referenduma o dodatkih k pokojninam za tako imenovane zaslužene umetnike, ali kdo bi, kot bi rekli v latinski četrti Pariza, les importej culturel, gostimo dve eminentni dami slovenske umetniške scene. Prva, Vitis non gras, enfant terrible slovenske lirike, ikona, za katere pero je pogosto bolj ostro od parlamentarnega mikrofona, gospa Svetlana Makarovič. Pesnica, ki že davno obrnila hrbet protokolu, a ne tudi poeziji. No, skrajši. No. In druga, la grande dame de la chanson slovene, primadona, glasbenica, konstanta že več kot 3 dekade, večna Helena Blagne. Dama, ki zna obrati tako visoke ceje kot politično sredino in to vedno v popolni intonaciji. Seveda. Zdaj pa vprašanje za obe. Bo referendum pravzaprav na vse zadnje glas ljudstva ali le resonanca kulturnega resentimenta? Oziroma, kot bi rekel Voltaire, il faut contrôler notre jardin. A kdo bo ta vrt zalival? Kaj je rekel? Država ali ljudstvo? Živ Bog te veste. Gospa Helena Blagne, čeprav razumem, vi trdite, da ste tudi vi upravičeni do dodatkov pokojnini. Poglejte, jaz sem za to državo naredila več, kot polovica politikov, ki zdaj odločajo, kdo to zasluži, pa kdo ne, a ne? In medtem, ko so ti ljudje hodili na seje, eni so tam tudi spali, sem jaz pela, a ne? Jaz sem tako rekoč skrbela za socialni mir, za ljudi, za dušo naroda, a ne? Ko sem pela, vrniva se na najino obalo, se ni vrnil samo on, a ne? Vrnilo se je tudi upanje za to državo, a ne? A veste, da sem jaz razprodala križanke? In to večkrat. In spet jih bom, a ne? 29. maja, a ne? Če sem to zdaj smela omeniti, ne? To ne vem, ampak sem. Ja, Cankarjev dom, a ne? To je moj drugi dnevni prostor, a ne? Stožce. Tudi tam sem bila, napolnila sem jih skupaj z dunajskimi dečki, če se spomnite, gospod Perkant, a ne? Ene 10-15, ja, tako, sva takrat čez Mitjo to delala, a ne? Pa se pa ni išlo, a ne? Je bilo vse za manj, a ne? No, zdaj, kje je bila takrat država, a ne? Jaz sem pošteno plačala dvorano, a ne? Jaz sem stala na odru v bleščicah in visokih petah, ne glede na to, a ne? V zadnjih 40 letih, a je bila vojna, ali so bile volitve, ali koga je bilo, a ne? In zdaj naj nekdo reče, a si Helena res zasluži dodatek pokojnini. Dragi moji, jaz si zaslužam zlato rento s Swarovski pokrovom. A je to jasno? Ja. Jaz imam 27 zlatih petelinov, enega diamantnega slavčka, 14 platinastih plošč in priznanje ob 30-letnici samostojne Slovenije, ki sem si ga mimogrede sama naprintala, ker so seveda gospoda pozabili. A ne? Jaz sem tako rekoč kulturna dediščina v živo. Tako da jaz ne grem v pokoj, jaz grem v legendo. Legenda si zasluži dodatek. Dobro. Na drugi strani pa Svetlana Makarovič, prav razumem, vi ste pa proti dodatkom. Seveda sem proti, jaz sem vedno proti. Noben umetnik si ne zasluži nobenega dodatka, ker pravi umetnik ne ustvarja zaradi denarja, pravi umetnik ustvarja kljub denarju, kljub državi, kljub narodu, kljub narodu, ki misli, da je bil Prešeren domoljub. Noben umetnik, ki ima še vsaj trohico ponosa, ne bi nikoli zahteval dodatkov. Dodatki so za pohlevne, za tiste, ki hočejo pokasirati od sistema, ki umetnost razume kot razvedrilo med oglasi za Mercator. Pravi umetnik naj bo reven, divji in uporniški. Tudi, nisem še končala. Ne pa, da sedi v prvi vrsti na proslavi in čaka, da mu Slovencelni zaploskajo. No, če tudi... Ali pa kjer je enkrat leta 87 bral nekje v Šentvidu. Slovencelni
imajo radi umetniki samo, če so mrtvi ali pa tiho. Pravzaprav in na vse zadnje. Mačke ne prosijo za dodatke. Mačke ne rabijo priznanja. Mačke ne ližejo oblasti. Kadijo v miru, če bi znale prižgati cigaret po albino, ampak. In če bi znale, bom rekel, med umetniki tako dostojanstveno ignorirati državo, kot zna mačka ignorirati lastnika, potem ne bi rabili nobenih referendumov, nobenih dodatkov, samo en ogromen mačji skret, kamor bi šli umetniki enkrat na dan posrat svoje umetnine, pa jih potem zakopati, da ne smrdijo, ker Slovenceljnem umetnost v osnovi smrdi. Zanimivo, ampak če smem opozoriti, denarno nagrado od Prešernovo, denarno nagrado pa ste vendarle sprejeli, gospa Makarovič, če lahko odgovorite glede nagrade. To ni bil dodatek, to je bilo opravičilo. Itak pa sem že porabila to, tako da nehte zdaj težiti s tem. Tega denara ni. Hvala, gospa Je bil pa ga ni. Svetlana. Če se vrnem k vam, gospa Blagne. No, poglejte, jaz imam do gospe Makarovičeve globokost. Ma, briga me, kako boš rekla. No, saj veste. Makarovič, dol bi Glejte, te mačke, a ne, cigarete, poezija, ta upor, rdeča zvezda, vse to, ne. Ampak midve sva kot noč in dan, a ne. Ona je črna čipka. Jaz sem pa bela obleka s štrasom, ne. Ona piše, da boli, jaz pojem, da se ljubi. Ona sedi v kavarni, a ne, tam v Trnovmu, z veskom v rok, ne. Jaz sem pela pred polno areno Stožice, 4 menjavami garderobe, lepo prosim, in 2 ventilatorjama za učink vetra v laseh. Razlika med nama, ona napiše pesem in gre. Jaz zapojem, naj nihče me ne zbudi in vsi stojijo. In zakaj si jaz zaslužim dodatek? Zato, ker sem pol življenja pela na veselicah, na Trgu Republike, v Križankah sem pela, pa še bom pela. 29. maja, mimogrede, če smem to omeniti, saj sem ravno kar... No pa gremo naprej, a ne? Tako da jaz pojem pred migranti, pred upokojenci, z 2 različnima nosoma sem pela v teh 40 letih, tako da pred 3 predsedniki države, a ne? Tako da si zaslužim dodatek. Jaz sem vedno bila tam, ko je ta narod... Ko je ta narod potreboval to lažbo, sem jaz tam bila. Jaz bi morala biti, oprostite, gospod Bergaz, oprostite, gospod... No, daj, ja boš poslušala. Reč mi, kdaj si ti nastopala na veselicah? Vprašaj me to. No, vprašaj me. No, tudi sem. No, vprašaj me, kdaj sem jaz nastopala na veselicah? To me vprašaj. Samaj, Tibot, vprašaj me, kdaj sem nastopala na veselicah? Ne bi vedela. Vprašaj me, kdaj sem nastopala na veselicah? Pa vi že veste, kdaj ste nastopala? Jaz na veselicah, z veselice, če bi jaz nastopala, bi šla takoj na evtanazijo. Spoštovane gledalke in gledalci. Direkt. V backstage. Se da žrla čevačičev. Jaz sem pa to morala. Jaz sem pa to morala. In na vse zadnje in kakorkoli, spoštovane gledalke in gledalci, za konec bomo danes priča literarnemu pas de luk, kulturnemu fenomenu, ki bi ga še Barthes z zanimanjem analiziral. V studiu prihajata 2 moža, ki v istem stavku ne bi pričakovali z besedo kanon. Torej, gospa Makarovič, dovolite. Gospod Mertelanc, vizavi humorja in satire, akademik ljubkosti, ter gospod Srtetiček, ljudski tribun in pesnik cestnih ogrešav. Homo Lubej iz Zagrebške doline. Ona 2 bosta razgrnila svoj 5 coups de accord, le knjig, ki bi se jima oblikoval svetovni nazor, duhovno držo in nemalokrat tudi repertoar. Pa poglejmo.